Pozdravljeni. Upokojitev voznika Formule 1 je verjetno eden izmed trenutkov, kateri najbolj razdeli razne navdušence. Seveda imamo tiste, predvsem navijače, kateri bi se želeli, da bi kariera njihovega ljubljenca trajala neskončno. Po drugi strani imamo tiste, ki ga nimajo tako radi in ki komaj čakajo take trenutke, da se bo končno umaknil iz tega športa. In to imamo tudi tretjo skupino, katere pravzaprav ne briga in še bi lahko našteval. A kaj botruje tej odločitvi, da se voznik upokoji in kateri bi lahko bil najprimernejši trenutek? No, o tem bomo razpravljali danes. Tako kot v vsakdanjem življenju, tudi v svetu Formule 1 ni nič večnega. In kariere vseh voznikov se bodo prej ali slej končale. In seveda tisti trenutek, ko se bodo morali odločiti, da se bodo upokojili, bo po mojem osebnem mnenju izjemno hud in izjemno boleč. A vseeno mi navdušenci pogostokrat ne razumemo, zakaj se je nek voznik odločil tako in ne drugače. A treba je spoštovati odločitev vsakega izmed njih, kajti mi, navdušenci, poznamo svet Formule 1 praktično skozi tisti odsev, ki nam ga dajejo mediji. A niti mediji ponavadi ne vedo, kaj se dogaja v ozadju, zato v njihovem poročanju lahko naletimo na marsikatero špekulacijo. Izjemno delikatna tema, katero bi rad predstavil iz čim bolj širokega zornega kota, tako da bomo lahko razumeli tudi v prihodnosti, kaj vse lahko pričakujemo od takih in drugačnih voznikov. Namreč, razloge, zakaj se nekdo odloči za upokojitev, bi lahko razdelili na dve ločeni skupini. V prvi skupini so tisti razlogi, ki privedejo do tega, da nekomu enostavno pade motivacija. In seveda vsi mi navdušenci bi si želeli biti del cirkusa Formule 1, a verjetno si ne predstavljamo, da je tisti svet rahlo drugačen od tega, kar vidimo na televizijskih prenosih. Neskončna potovanja, obveznosti, katere niso vezane na sam šport, razne tiskovne konference, promocije in podobne zadeve. Navdušenci, tisti ljudje, ki praktično obožujejo ta šport, kateri ti ne dajo mira na vsakem koraku. No, seveda, to lahko privede do neke faze, ko je nekomu enostavno dovolj vsega. V preteklosti, naprimer v 60. in 70. letih, ko je bila smrtnost med vozniki izjemno visoka, je bil lahko tudi to eden izmed faktorjev, da je nekdo rekel enostavno, da se ne gre več. In seveda, tudi starost je tu tista, katera lahko pomaga pri odločitvi. Ko nekdo izgubi motivacijo, mislim, da je prav, da zapusti svet Formule 1. Ali je nekomu priljubljen ali ne. V drugi veliki skupini so pa vsi tisti razlogi, kateri pripeljejo do slabših rezultatov. Mogoče je nekdo res fizično prestar, to se pravi, da fizično ne zmore takih naporov. Po drugi strani je lahko poškodovan in te poškodbe so lahko posledica kakšne nesreče, ki jo je doživel na progi ali izven, ne vemo. Po tretji je lahko posledica tudi ta, da je naredil napačno odločitev prej v svoji karieri in pristal v neki ekipi, katera mu ne dopušča dosegati tistih rezultatov, ki bi si jih želel in ki bi jih tudi potreboval za nadaljevanje kariere. In seveda, kot je verjetno jasno, tudi kombinacija prve in druge skupine je možna. Seveda, v sezoni 2020 smo slišali kar ogromno razprav o možnih upokojitvah. Slišali smo tisto vezano na Sebastiana Vettela, kar se je izkazalo za čisto špekulacijo. Sedaj poslušamo zgodbe o možni upokojitvi Lewisa Hamiltona, kateri še zdaj ni podpisal pogodbe z tovarniško ekipo Mercedes. In seveda slišali smo tudi obratno zgodbo, namreč uradno objavo, da se Fernando Alonso vrača iz svoje upokojitve.
Zanimivo je neko drugo vprašanje. Kdaj je tisti najboljši trenutek za upokojitev? Namreč v celotni zgodovini Formule 1 poznamo, generalno gledano seveda, dva velika trenda. Imamo voznike, kateri so se upokojili na vrhuncu svoje kariere, in imamo voznike, kateri so nekako vztrajali, dokler njihova hitrost ni zbledela in so spolzeli pod tisti nivo, katerega so pričakovali marsikateri navdušenci. In tu je zanimivo nekaj, da imamo voznike, ki so izjemno priljubljeni, še danes, ampak so vztrajali v svoji karieri, in imamo posameznike, ki so po večini nepriljubljeni in so kariero končali na vrhuncu. In verjetno eden izmed tistih najmanj priljubljenih je Nico Rosberg, svetovni prvak sezone 2016. Namreč nekaj mesecev po koncu sezone 2016 je objavil to, da se bo upokojil in da ne bo več član cirkusa Formule 1. In tu moram poudariti, da sam njegovo odločitev spoštujem, način, kako je objavil novico, pa še zdaleč ne. Namreč Nico Rosberg je imel prvič podaljšano pogodbo z tovarniško ekipo Mercedes, torej ni bil v nekem pogajanju ali nadaljevati ali ne. Svojo odločitev je sporočil ekipi in verjetno istočasno tudi javnosti v trenutku, ko so imeli že vsi ostali vozniki podpisane pogodbe, kar je bilo po mojem osebnem mnenju izjemno nefer, a njegova odločitev. Tu bi rad poudaril, da razumem njegovo odločitev, da se je upokojil, ko je bil na vrhu, ko je imel naslov svetovnega prvaka. Mnogi navdušenci mu očitajo, da ni sprejel dvoboja z Lewisom Hamiltonom, uspelo mu ga je premagati, seveda s pomočjo spleta okoliščin, a ni hotel v naslednji sezoni braniti svojega naslova. In tu bi rad poudaril, da ni bil ne prvi in še zdaleč ne zadnji. Namreč, če pogledamo, mnogi šampioni Formule 1 so se upokojili, ko so imeli naslov svetovnega prvaka. Naprimer, Mike Hawthorne leta 1958 na začutenje vseh in seveda tudi njegova tragična smrt v avtomobilski nesreči le nekaj mesecev zatem je pustila celoten cirkus Formule 1 presenečen. Jackie Stewart, katerega gledamo na mnogih prenosih in kateri je legenda Formule 1, se je upokojil po sezoni 1973, ko je osvojil svoj tretji naslov svetovnega prvaka. Torej, vidimo, da tudi velikan Formule 1 si je zbral nekaj podobnega kot Nico Rosberg. Seveda, odločitev Jackiea Stewarta ni bila toliko vezana samo na smrt Françoisa Severja. To je bil le dodaten motiv, da se je tako odločil, ampak vseeno vidimo, da taka odločitev je legitimna in ni tako redka. Imamo po drugi strani mnoge voznike, kateri so vztrajali v Formuli 1 še dolgo zatem, ko so osvojili tisti vrhunec. In tu bi rad poudaril, da mnogi izmed šampionov Formule 1 so malce zmeglili svoj mit. Malo kdo se spomni vseh tistih sezon, ko je Mario Andretti vztrajal pri ekipah, kot je bila takratna Alfa Romeo in je dosegel rezultate, kateri so bili pod tistim standardom, na katere nas je navadil. Tu bi lahko omenil tudi primer Jacquesa Villeneuva, kateri je izgubil ogromno blišča, pravzaprav s svojo neprestano menjavo ekip in vztrajanjem na neki Formuli 1, katera ni bila pisana njemu na kožo. Mnogi vozniki Formule 1 po tistem doseženem vrhuncu so še zmeraj imeli izjemno dobre rezultate. Lep primer je Jenson Button. Po mojem osebnem videnju, po mojem osebnem mnenju, tista kariera po njegovem naslovu svetovnega prvaka je bila prav tako zanimiva kot tista pred. Namreč, po mojem osebnem videnju je bil Jenson Button edini voznik v Formuli 1, kateri je bil na istem nivoju kot Lewis Hamilton. Konstantno govorim. Namreč ne samo, da mu je v eni sezoni uspelo zbrati več točk od njega, tudi v preostalih, ko sta bila moštvena kolega, ni bil toliko zadaj.
Zato je treba gledati prav s posebno zornim kotom na kariero Jensena Buttona po njegovem naslovu svetovnega prvaka. Drugi primer, kateri je, mislim, eden izmed najboljših, je pa tisti primer, ki ga vidimo v karieri Nelsona Piqueta. Še v svoji zadnji sezoni v Formuli 1 je dosegel zmago, kar nam pove, da do konca je bil konkurenčen. A imamo množico primerov, ko junaki Formule 1 v zadnjih sezonah so bili vse prej kot konkurenčni. In tu bi rad omenil primer, naprimer, Alana Jonesa. Rad bi omenil tudi Nigela Mansella, kateri je sprevidel leta 1995, da z McLarenom ne bo dosegel tistega, na kar je navadil svojo publiko, in sam ni bil motiviran. Torej, vidimo v tem primeru, kako sta bila oba dejavnika prisotna, tako motivacija kot tiste okoliščine, katere so prepričala Mansella, da je pač dovolj. Bil je seveda tudi precej v letih. Čeprav tista leta v svetu Formule 1 v vseh primerih niso odločilna, odvisno od obdobja, odvisno seveda tudi od samega posameznika. Imamo kar nekaj voznikov, kateri so se vrnili v svet Formule 1. In lep primer je naprimer Niki Lauda, kateri je izgubil motivacijo, jo pridobil čez nekaj let, se vrnil in postal tretji svetovni prvak, a sezono potem, ko je osvojil naslov, se je zopet poslovil. Imamo po drugi strani primer Michaela Schumacherja, kateri se je vrnil v Formulo 1, v novo nastalo ekipo Mercedes, kjer pa ni dosegel tistega, kar so od njega verjetno pričakovali, predvsem navijači. In sedaj se poraja vprašanje, ali je bila odločitev Michaela Schumacherja pravilna ali napačna. Kot sem povedal na začetku, mi navdušenci v večini primerov nimamo pogleda v ozadje, kaj je botrovalo taki odločitvi. Zato tudi razni mediji, kateri razpredajo zgodbe o tem, kako je nekdo nekaj svetoval, mislim, da so neumestne. Vsako odločitev je treba spoštovati. Če se je nekdo odločil samo na podlagi nekih obljub, finančnega vložka, samo tega, ker si je želel ponovno občutiti tisto strast hitrosti, je treba to odločitev spoštovati. Konec koncev, mnogi izmed nas bi lahko trdili, da kariera Kimija Räikkönena je v zadnjih letih pod tistimi standardmi, na katerem smo bili navajeni. A treba je poudariti, da motivacija samega Räikkönena je na izjemno visokem nivoju. Zato razmišljati o kaki upokojitvi za Kimija, verjetno z njegove strani, je še danes izjemno preuranjeno, čeprav mnogi trdijo, da bi bil že čas, da bi se poslovil od sveta Formule 1. A vseeno o tem bo odločal on in noben drugi. Zato bo treba, ko bo prišel čas, tisto odločitev tudi spoštovati. Do takrat pa hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.